Živijo. Evo, dobrodošli v dediščino kot pogon verižne reakcije skupnosti. Nas v bistvu zanima dediščina, ki jo obravnavamo kot nekega aktivatorja in ne ta dediščina, ki jo v bistvu opazuješ od zunaj in posedujejo eni, drugi pa pač občudujejo. Razumiramo. Zanima nas v bistvu neka dediščina, ki se misli vse posod. Zanima nas, kako narediti dediščino globalno vprašanje in en veliki community od pač Idrije. Naše vprašanje je bilo vprašanje idrijske hiše. Vsi vemo, da je ocenjena prenova 200.000 evrov, vemo, da mladi imajo vsebine, ampak pač, da nimajo denar, zelo enostavno. Mogoče tudi zaradi tega, ker pristopi k prenovi so vedno taki, da prenavljamo kulturno dediščino od tal do strehe. In v bistvu zato mi dve predlagava, da bi je prenavljale del po del, oziroma step by step, s čim bi tudi pač začetna investicija bila 80.000 evrov, torej 60% manjša. Kaj s tem dobimo? V bistvu dobimo to, da že postopna aktivacija objekta, v bistvu, ki postane samooskrben že v vmesnih fazah svoje prenove, kar je zelo pomembno, zato ker za drugo fazo v bistvu že ga financirajo recimo digitalni nomadi, ki so objekt naselili, ali pa nekakšen nanoturizem ali rezidence. Seveda še ostane vprašanje te začetne investicije od 80.000, torej kako priti do te prve prenove, in smo razdelili na neke stroške, ki bi jih ste imeli. Torej, to so neki navadni stroški projekta, izvedbe in materijala. In smo se spraševali, ali mogoče lahko to obrnemo na glavo in v bistvu projekt in izvedbo naredimo za dobiček projekta, ne pa njen strošek. Kako bi to naredile? Na naslednji način, da pač v bistvu namesto projekta bi razpisali idejni natečaj, ki bi bil mednarodni idejni natečaj, ki v bistvu je vir prihodka za zagon, na način, da bi participanti pač plačali za kotizacije. To bi absolutno bila dobra promocija Idrije, ne samo natečaja in PR projekta, to bi bila instant realizacija in z nekim absolutno minimalnim vložkom za PR, kot recimo to naredi Yates Academy, ki ima 110 evrov participacije za študente in ogromno odzivnost. Potem naslednji korak bi bila poletna šola, ki bi v bistvu bila namesto firm, ki izvajajo objekt, in recimo ta bi bila AA Summer School ali pa Critical Concrete, ki v bistvu računajo recimo 1000 evrov za dvomesečno delo na objektu, dvomesečno prenovo in za dvomesečno trajanje te šole. Potem pač naslednji korak, ko bi prenovili, bi bili začasni prebivalci, ki bi recimo kot digitalni nomadi za 25 evrov na dan, če jih je 10 v začetku, bi pač v 9 mesecih producirali 70.000 evrov. In seveda namesto tega, da tržimo pač neke, ne vem, kakšne plaže, bomo tržili to, da oni sodelujejo in doprinašajo nekem velikem kolektivnem projektu, ki je absolutno na nek način pionirski v pristopu prenove kulturne dediščine. Potem je pač lahko obrnemo cikel in še enkrat razpišemo poletno šolo, ki se ukvarja z drugim delom objekta in na koncu pa se not naselijo stalni prebivalci, ki pač cilj je torej, da je namenjena na koncu mladim družinam in mladim, in pač tu so neke številke, koliko ljudi različnih je vključeno v celotni projekt. Ok, hvala Danica in Nina. Obsežna prezentacija z veliko informacijami, hvala. Komisija, kakšna so vprašanja? Dober dan. Nisem razumela, kakšna bi bila vsebina te poletne šole? Torej, na poletni šoli bi tuji in domači študenti arhitekture v sodelovanju z mladinskimi društvi in taborniki postopno prenavljali ta objekt idrijske hiše. Torej, šlo bi za, pač v tem konkretnem primeru hiše Giser, bi šlo, kjer obnova ni tako zahtevna, bi šlo recimo za beljenje sten, obnova tlakov, odstranitev manjših prizidkov, popravilo ograje, ureditev vrta, tako da na ta način si predstavljava. Bi pa hkrati to ponudili tudi v nekih modulih, naprimer, da bi se študenti brali na tečaj, kako obnoviti okno, kako narediti zid apnene omete. Kar je zelo pomembno pri tem je, da v bistvu že obstaja ta Critical Concrete šola ali pa AA Summer School, ki bi v bistvu skozi brandiranje, skozi en veliki brand bi lahko tudi brandiral Idrijo in tudi, da bi se vključili kot mentori lokalni
obrtniki ali pa pač, ja, ne vem, mladinski center, taborniki tudi in bi pač prišlo do nekega prepleta vseh skupaj. Ne? Super, hvala. Istočasno je pa to vir prihodkov za nadaljevanje projekta. Samo na hitro, zdaj tukaj kar nekaj deležnikov, ki morajo sodelovati predvsem na tem strokovnem področju. Ne? Zdaj, čisto na kratko, kako videti, mislim, kje je motivacija vseh teh, bom rekel, deležnikov, ki bi vplivali na kvaliteto izvedbe takega projekta, da bi tu sodelovali. Glede na to, da dosti temelji na nekih tak aktivnosti, ki so v nekem bistvu prostovoljne. Ja, mi dve vidiva to v tem, da bi bil ta projekt v bistvu prvi tak projekt v Sloveniji in bi na ta način tudi postavil novi trend pač primera dobre prakse, kako se lahko lotevamo prenove takšnih objektov. Tako da si predstavljam, da bi bilo veliko strokovnjakov pač zainteresiranih, da bi k temu prispevali. Absolutno je ogromno zainteresiranost študentov arhitekture, recimo za arhitekturne natečaje in to že kar dobro tržijo. Pa tudi ogromno zainteresiranost, kar pokažejo ta Critical Concrete pa AA Summer Schools. In recimo AA Summer School je bila v Vitanju in je imela 25 udeležencev, pa Vitanje je enako, mislim, še manjše od Idrije, pa še manj kompleksno vsebino ima v bistvu. Ne? Danica in Nina, hvala.